vsi nekako poznamo to besedilo pri nagradnih igrah, nakup ni pogoj za sodelovanje. Redko kdo pa ve, zakaj se to pravilo daje v nagradne igre. Zakon o varstvu konkurence ima eno določbo, da se šteje za dejanje nelojalne konkurence, ki je pač prepovedano, če podjetje spodbuja prodajo z nagradnimi igrami, v katerih obljublja nagrade, ki so občutno več vredne kot pa tisti produkt, ki je pogoj za to, da lahko v njej sodeluješ. Se pravi, če z nakupom časopisa lahko v nagradni igri zadanem hišo, je to občutno nesorazmerje in je to pač nelojalna konkurenca, ki je prepovedana, za katero lahko podjetje doleti globa najmanj 12.500 evrov. In da to tveganje eliminiramo, kadar imamo dejansko neke relativno vredne nagrade, se to stori na ta način, da se reče, da pač nakup ni pogoj za sodelovanje. Se pravi, lahko zberete 10 etiket, se pravi naših artiklov, pomeni, da ste nakupili, lahko pa pošljete prosti spis o tem, kako so vam te isti artikli všeč in kako radi jih uporabljate. Zdaj, pametno podjetje je seveda to opcijo B naredili dosti neprivlačno, zato da bo pač čim več potrošnikov izbralo opcijo A, ampak na ta način se nekako izognemo temu tveganju, da bi ta naša nagradna igra bila razglašena za nedovoljeno in prepovedano.